Milan, kaj pa zapeljevanje? Ja, ženske zapeljujete, moški osvajamo. To je velikokrat vprašanje. Dobim pravzaprav, me ženske vprašajo, kako naj osvajamo moškega. Ne, moški osvajamo, ženske zapeljujete. To pomeni, da se pravzaprav pustite, da mi pridemo do vas. In seveda, kaj pa pravzaprav vse vpliva na to, je pa dejansko več faktorjev. Če gledam, kaj pravzaprav moškemu všeč pri ženskah, oziroma kaj so tisti faktori, ki na nek način ga potegnejo, moramo gledati skozi dvoje oči. Eno je ta tipični moški, ki je v nas, se pravi brez vseh psiholoških ovir in mask. Tisti bo takoj padel na vse ženske obline, se pravi tisto, kar poudarja žensko. Ampak ni nujno, da ga to tudi potem privlači. Lahko naredi samo ta gib, da bo se ozrl za njo, ampak v naslednjem trenutku pa tudi pozornost usmeril drugam. Drugo, kar pa je še močnejše kot sam izgled moških, so pa te psihološka prepričanja. Se pravi, vzorce, ki jih imamo v sebi. Velikokrat namreč v sebi nosimo ogromno nekih teh psiholoških vzorcev, ki ponazarjajo naše starše. In potem ti psihološki vzorci iščejo hrano za sebe. Kar pomeni, da nas bo privlačila oseba, ki mora zadovoljiti te psihološke vzorce, ki v bistvu niso naši, ampak vzorci naših staršev. Zato se tolikokrat zgodi, da nasproti sebe dobimo svojo mamo, očeta, brata ali pa nekdo, ki nam je zelo blizu, ki nas spominja, zaradi tega, ker nekaterih stvari v zgodnjem otroštvu nismo do konca izživeli. In zato nam tolikokrat prihajajo partnerji nasproti, ki jih pravzaprav na nek način nekaj z njimi kompenziramo. Mi v vsakdanjem jeziku to uporabljamo kot to, da nas so prišli nasproti, zato da nas nekaj naučijo. V bistvu so pa prišli samo dokončati tisto zgodbo, ki je nismo končali v zgodnjem otroštvu. Se pravi, skupaj z njimi na nek način odrastemo. Ampak to, ali so pravi partnerji ali ne, zagotovo smo jih v tistem trenutku rabili. Ampak pri teh partnerjih se nam velikokrat zgodi, da se nekega jutra zbudimo in vprašamo, kdo je to. Se pravi, če nekdo gleda izdaljave, bi lahko dejal, da to niso pravi partnerji. Pravega partnerja, ali pa tako pravijo sanskega moškega ali pa sansko žensko, dobimo šele takrat, ko sami sebe dobro poznamo. Se pravi, ko mi imamo neko svojo notranjo moč, svoje poznanje, takrat v bistvu lahko rečemo, da bomo dobili nasproti sebe nekoga, ki je lahko pravi partner. Oziroma, kako bomo pa vedeli, da to je to? Po čem? Oziroma, kakšni so te... Ja, prvi korak je to, da se dva privlačita. Se pravi tisto, kar je moški, ženska kot telesno, fizično. Da se zgodi neka kemija, jaz rečem velikrat. No, ampak tudi ta kemija se da na kemijski način izračunati ali pa povedati. Da se ne bomo spuščali v matematiko danes, ampak gre za to, da je to pač tisti prvi. Če se dva privlačna, lahko sploh v bistvu nadaljujete zgodbo. Kar ni nujno, da se vedno zgodi na prvi klik. Lahko, da se v nekem trenutku sploh ne opazite, kljub temu, da ste dalj časa v istem okrožju, ampak šele čez nekaj časa opazite drugega. In potem je pa za ves nadaljni korak, so pa pravzaprav skupni cilji. Ali vidite, da lahko greste po isti poti naprej, ali način življenja je enak, njuna filozofija, moralne vrednosti, pravzaprav celoten koncept življenja. Če je podoben, potem pravzaprav je tisto, kar ima sploh na nek način dovoljuje, da greste po poti naprej. Ampak to je tudi premalo. Največ, kar je pravzaprav najbolj pomembno, je to, da ona dva v dnevnih kontaktih izmenjujete informacije. Se pravi, da se pogovarjate o občutkih, kaj kdo čuti. Na ta način v bistvu preverjate ves čas, ali sta ona dva na pravi poti. Pa ne samo o teh, da govorite, kaj je med njima čutite, ampak nasploh okolica, kaj se mu pravzaprav skozi dan dogaja, pa ne toliko od aktivnostih, ampak kaj
kaj ob vsaki dejavnosti ali pa aktivnosti čuti. Več, ko se partnerje v učitenju pogovarjata, bolj se povezujeta. In ta komunikacija na intimnem, čustvenem nivoju pravzaprav ustvarja vez, spoštovanje, povezavo, podporo drug drugemu. Prav s to komunikacijo dejansko lahko vemo, da imamo pravega partnerja v sebi, ker skupaj lahko rastejo. Tako. No in s tem, ko v bistvu spoznavamo partnerja, vemo, kaj je njemu všeč, in vkolikor gre to tudi v naš krog, v naš svet kakovosti, oziroma da pač razumemo njegov jezik in da ne delamo nič proti sebi, ko mu želimo ugajati, ali pa na nek način mu pokažemo pozornost, pomeni, da ga pravzaprav moški na ta način skozi cel dan osvaja žensko, spravi, da ji da pozornost, da ji da vedeti, da obstaja, da jo sliši in da je slišana, in obratno, da to tudi ženska pokaže moškemu. In to so pravzaprav tisti glavni stvari zapeljevanja in osvajanja. Dati nekomu vedeti, da obstaja in da je v tistem trenutku za njega najbolj pomembno. To je glavna poanta osvajanja in zapeljevanja, pa ne samo nekaj na dolgi rok, ampak tudi lahko nekoga zelo hitro srečamo. In to je tisto, ko želimo vzbuditi pozornost, ne da zdaj namerno delaš, ampak ko vzbudiš pozornost, je to, da v bistvu nekomu v nekem trenutku daš vedeti, tukaj si in slišal sem te. Vidim te, slišim te. Tak, ja. Super, hvala. Prosim.